bi rekel, za prvi uvod, prve besede, dobrodošli, pozdravljeni na 23. Lirikom Festu v Velenju, predvsem v Velenju, to je družabno srečanje, tako da se bomo še družili. Eno uro časa imamo, potem pa se preselimo mi na dogajališče, prizorišče festivala Tri hiške naprej. Tako, dobro večer, pozdravljeni, festivalno izbrani na 23. Lirikom Festu, festivalu liričnega in potopisnega občutja v Velenju. S tem podpiramo, že prej bil v zadregi, ker ne znam tega definirati, čemu služimo, ker je vse bolj pomembna, kot je pa pomembna beseda, kot je pomembna poezija. Po eni strani se hvalimo, da je to konstituirana osnova za nek narod. Smo in bomo z glasom predvsem poezije vztrajali in tako vztrajamo tudi že 23 let tudi s tem Lirikom Festom v enem prostoru v Sloveniji, v enem kotičku. Ne zajemamo poezije z majhno žlico, ampak z veliko. Lahko rečemo, da je poezija na nek način večna in da bo večno tudi prevajana, ker na vse zadnje ne gre niti za neko dobesedno prevajanje pri poeziji, ampak za tisto, čemur Nemci pravijo Nachdichtung, se pravi pesem po pesmi. Tako da vas prosim za sodelovanje in vi povejte, katero Prešernovo pesem si želite slišati v italijanščini. Torej, Vrbo vsi poznamo, ne, Vrba draga vas domača, ne. O Vrba, lieta, cara villa mia, ove paterna casa ubicata, che sete di sapere serpe ingrata traviato mai da te m'avesse via. Ignorerei quale veleno sia ogni soavità dal cuor bramata, fiducia in sé sarebbe inestirpata, dei venti interni non sarei balia. Fedele cuore e mano laboriosa, tesoro ignoto al creso pur più parco, in dote avrei, scegliendomi la sposa. Veleggerebbe quieto il mio barco, da fuoco, grandine, ogni mia cosa proteggerebbe il buon vicino, San Marco. Raj bi malce bolj nasplošno spregovoril tudi to je mogoče. Smo demokratična poezija tukaj. O poeziji in nadaljeval nekje diskurs Mirana Košute, da poezija je res ta prevod zvena, glasbe, občutja v besedo. Da ni prepozno. Da ni prepozno. Da ni prepozno na pomol povleči čupo, ko kristali solnih kresnic škropijo valove. Da ni prepozno spraskati z obraza jesenski list in ga sešiti na zavest, ki žari kot gora tik pod zvezdo. Da ni prepozno. Da ni prepozno popiti požirek, se odžejati z resnico, risati na smeh v laseh, drhteti, steči za srcem, dahniti besedo, krikniti v čas, v prostor, prišiti na prsi, da ni prepozno obesiti na luno otroštvo in odpreti okno, buri, da posuši ta neznosni dan. Tišina. Bela srajca boši klen, pogača okrog razgalja svet, črni škorni do kolen, klobuk krasi rdeči cvet. Dekle med divjimi kostani stopa, sumerna so debla, razmršene veje, v razprtih ježicah se slana okopa.
sestra, če bo še kdaj bežala od doma. Ne pozabi mi reči, da greš. Kot ti sem tudi jaz vaš čas na begu. Le da si nikoli zares ne ubeži. Čeprav sva si zelo blizu, je bližina. Včasih daleč in danes zdaj ti želim. Pa pojdi skozi polje. 8 krepkih nosačev žita, 18 krepkejših modelarjev, 28 obrtnikov s poljubnimi življenjskimi izkušnjami, 38 strelic, ki udarijo na ključno zbirko plošč, 48 kapelčkov, 58 španskih romanc s čistimi rimami, 68 španskih romanc s čistimi rimami, 78 španskih romanc s čistimi rimami, 88 španskih romanc s čistimi rimami, nato se ta niz razkorenini in 98 ni več relevantna cifra, prav tako kot 100 ne. Niekoľko rád levodského kata. Vezmite hlavu na čerstvý vzduch. Medzi turistami pri klietke hanby zaujmite čestné miesto. Nezabudnite sa s hlavou fotografovať, spomienky sú všetko. Buďte hrdí. Vzemite glavo na svoj zrak. Zásluhou hlavy. Med turisti pri sramotilni kletki zauzemite častno mesto. Ne pozabite se fotografirati z glavo. Spomini so na vse pomembni. Bodite ponosni na svojo glavo. Po zaslugi glave izstopate iz množice. Zaradi glave ste za glavo višji. Morda bodo na vašo glavo nekoč razpisali pošteno nagrado. Delajte z glavo, ne bodite brez glavi, saj imate vendar glavo. Pustite, da se glava priklanja in smehlja v pozdrav. Glava ve, kaj je vljudnost. Bez hlavy. Keď stratíte hlavu alebo neviete, kde vám hlava stojí, ukážte jej zrkadlo. Dajte hlavu ostrihať alebo oholiť. Môj otec je starý niekoľko storočí, je ako soha s vytepanými rečami o biede, krivde a bezpráví. Dnes je slobodný, má vlastné zákony. Môj oče je star nekaj století. Je kot kip s rezanimi zgodbami o stiski, krivdi in nepravičnosti. Zdaj je svoboda, z vlastnimi zakoni. Lahko laže, ker so mu lagali. Lahko krade, ker so mu kradli. Prav nič ne more odpraviti vgravirane krivice. Deti idú zo školy, vyskočia si, aby sa pohojdali na otcových pevných postojoch.
pa pri primeru dosega bega primer junaka, prvoosebnega pripovedovalca Marjana, ki se takoj na začetku zvije gleženj in nekako obsedi in obleži med gostilno, cerkvijo in pa hoslom, ampak marsikaj v svojem življenju počel. Zdaj trenutno imaš status knjižničarja, ampak do tega poklica je bilo marsikaj, ko si razlagal, kaj si vse počel. Kako je življenje nepredvidljivo, no. Sem bil prvič tukaj, bil sem star 15 let, sem igral za Mariborski železničar, igrali smo proti Rudaru z Velenja, da sem bil na levi strani, na desni strani je bil Šimundža, ki je danes trener. Čez 10 let je on igral v Ligi prvakov, jaz pa sem bil drugič v Velenju, ko sem nosil najtežje šajbe na svetu. Še danes slišim ona vretenca, oziroma ploščice med vretenčni, kak mi ven silijo. No, zdaj pa je leto 2024, jaz sem dobil nagrado za knjigo, Šimundža pa ni dovolj prvenstva. In želim vam prijetno branje. Hvala lepa, lep dober večer vsem skupaj. Pred 20 leti sem bila prvič na tem festivalu, malo me je grozno bilo pogledati mojo fotografijo, sem se čisto malo spremenila, ampak vseeno. Tako da, Ivo, hvala za vsa ta srečanja. Hvala, da širiš poezijo, sicer prihajam iz Ravna na Koroškem, ampak rečemo, da že malo tako silijo Korošci tam proti Velenju, tako da se ta vilinski in velenski duh dotakne tudi krajev, odkoder prihajam. In vesela sem, da sem po vseh teh letih znova tu. Sočasja. Sobota opoldne. Delni sončev mrk. Medicinske naprave zapiskajo. Svetlolasi fant zapira oči. Smrt mu nežno briše čelo, spominom njegovega deda. V neki pretekli vojni je na ramenih ponesel tovariša iz ognjenega obroča. Bila je milostna, prizanesla je obema, preveč trupel je ležalo na bojiščih, prepustila je preživele sestram Florence Nightingale, le v poročilu v krimski vojni je vsako noč popravila število padlih, prepisanih iz knjige življenja, kamor beleži minevanje človeškega rodu. Zdaj si jo zaslepi blesk medalje, ki se lesketa na mladeničevih prsih. Drobne reči. Le otroci vidijo večdimenzionalno sliko. Njihove zenice zatipajo vse nevidno in neobstoječe. Kakšna senzibilnost je potrebna za čute, ki se nahajajo onstran čutnega? A kaj, ko jim še vedno ne priznavamo totalne dojemljivosti, absolutne nadvlade nad nami? Sedi, gleda, pred se, z nohtom, dolgo je vzmatran les, utorček, dolgo kot skrempljem, vzmatran les, nekdo prisede, molče in sedita, steče pogovorček, beseda pa beseda. Ležim samo na posteljah iz masivnega lesa. Vžigalice so še na mizi vidi, ne vem pa, kje je deklica. Ni vse podstave, kar je trdno, ni ljudska pesem, kar je mraz. Gledam dohiti po cesti, to ni oče, to je Ksavaras. Vsak račun se nekoč ponegavi, tako je pa je zapisano. Papirji se obnašajo po svoje, junijske pa hlače prav tako. In skozi okno pade bite toni, niso ne kleto, ne molitvica. Vžigalice so še na mizi, vidim, ne vem pa, kje je deklica.
Da še na kratko omenim gospod Potarinen, je finska pesnica in pisateljica, ki se je rodila na jugu Finske in odraščala na družinski kmetiji. Obiskovala je umetniško gimnazijo, tam je tudi študirala in diplomirala iz finščine in filozofije. Od leta 2005 je svobodna pisateljica, med letoma 2009 in 2013 pa je bila glavna urednica literarne revije za najstnike. Izdala je več pesniških zbirk. Tämän tien poikki menee lehmieni polku ja autot pysähtyvät lehmieni eteen. Isoäidin muotokuva tärähtelee, magneettikenttä, katse, jota ei voi ohittaa, voima, joka... Babičin portret se trese, magnetno polje, pogled, ki ga ni mogoče prezreti, sila, ki lomi kolena. Hiše so velike, temne in samotne. Hiše so polne vzdušja. Po njih se podimo s hudičem, da bi mu ostali trdno zapetani. Vse, česar se že dolgo bojim, se uresničuje. Ten toli, kitame krante, yra Švedija, sako mama. Ištiesiu rankas ir jas tyliai nupučia vėjas. Grįžtu kavos puta į šią valandą, man 30. Lirikon Fest 2024. Festivalne nagrade, častni ambasadorski naslov ter plakete bodo letos podelili župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednica uprave ustanove Velenjska knjižna fundacija Karmen Grabant, ustanovni pobudnik in večletni vodja Lirikon Festa Velenje Ivo Stropnik, mednarodno Pretnarjevo nagrado oziroma ambasadorski častni naslov pa tudi Mojca Nidorfer, vodja programa slovenščine na tujih univerzah pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in Zvonka Pretnar, sestra Toneta Pretnarja, po katerem je poimenovana mednarodna Pretnarjeva nagrada, ki od leta 2004 podeljujemo na Lirikon Festu v Velenju, ambasadorju poezije, slovenske književnosti in jezika po svetu. Prisrčen pozdrav prijateljem mesta Velenje, prisotnim Lirikon Festovim laureatom iz preteklih let in drugim književnim gostom. Strokovna žirija je za letošnje festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlat 2024 izbrala najtehtneje prevedene pesmi 4 avtorjev,
2x po 100 verzov v prevodu 3 prevajalcev, med njimi 2 v prevajalskem tandemu. Dobitniki prevajalske plakete Lirikonov zlate 2024 so Klemen Pisk je prevajalec, pisatelj, pesnik in glasbenik. Prevaja iz poljščine, finščine, litovščine, češčine, lužiške srbščine, angleščine, ruščine in hrvaščine. Študiral je slovenščino, ruščino in primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani in poljščino v Varšavi. V slovenščino je prevedel preko 30 del, predvsem iz poljščine in baltskih jezikov, namenjenih najmlajšim, mladim odraslim in odraslim. Leta 2021 je prejel mednarodno prevajalsko nagrado svetega Hieronima, ki jo podeljujeta Ministrstvo za kulturo Republike Litve in Društvo litovskih književnih prevajalcev za prevode iz litovščine. Je avtor več leposlovnih del, pesniških zbirk, kratke proze, romana. Občasno piše tudi literarne kritike. Sevšek Šramelj je raziskovalka, predavateljica in prevajalka slovaške književnosti. Zaposlena je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prevaja slovaško prozo 20. stoletja. Posveča pa se tudi prevodom poezije, mladinske književnosti in dramatike. Je raziskovalec in prevajalec slovaške kulture in književnosti, živi in ustvarja na Slovaškem. S prevodi slovaške poezije je sodeloval pri prevajanju zbornika prevodov slovaških avtorjev. Posveča se raziskovanju slovensko-slovaških kulturnih odnosov v 20. stoletju. Podeljeno vse slovensko festivalno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta prejme slovenski potopisec Marjan Rajšp za potopis Doseg bega. Tudi letos je nagrada Krilata želva denarna 1500 evrov. V Velenju podeljeno mednarodno Pretnarjevo nagrado, častni naslov ambasador poezije slovenske književnosti in jezika, ki jo letos prejme slovenski pisatelj, literarni zgodovinar in književni prevajalec, izredni profesor dr. Miran Košuta. Košuta je književnik in
glasbenik, rojen v Trstu in živi v Svetem križu pri Trstu. Leta 1979 je maturiral na klasičnem liceju Franceta Prešerna v Trstu. Leta 1984 pa je diplomiral iz slovenščine ter primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pisati je začel že v dijaških letih. Objavlja tudi eseje, kritike, razprave in spremne študije. Krpanov nasov Bartolova Slovenija. V slovenščino je prevedel več del italijanskih avtorjev, v italijanščino pa med drugim poezije Franceta Prešerna. Prevod odlikujeta svež, sodoben, ritmičen jezik, obenem pa prevajalski pristop, ki dosledno prenaša duha Prešernove poezije v formo italijanskega jezika. Na 23. Liricon Festu v Velenju pod glavnim pokroviteljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije podeljujemo mednarodno Pretnarjevo nagrado 2024, osrednjo slovensko zahvalo s častnim naslovom Ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika, slovenskemu pisatelju, literarnemu zgodovinarju in književnemu prevajalcu, izrednemu profesorju dr. Miranu Košuti za pomembne prispevke pri mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem povezovanju in uveljavljanju slovenske literature in jezika v italijanskem kulturnem prostoru, za vrhunske književne prevode med sosedskima kulturama, za kulturotvorno neomajnost v slovenskem manjšinskem prostoru v Italiji. Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov Ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika bodo dr. Miranu Košuti podelili ob slovenski himni ter v imenu Liricon Festa, slovenskih pesnikov, slovenske književnosti in jezika, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednica uprave ustanove Velenjska knjižna fundacija Karmen Grabant, ustanovni pobudnik in večletni vodja Liricon Festa Velenje, pesnik Ivo Strodnik, Mojca Nidorfer, vodja programa Slovenščina na tujih univerzah pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Zvonka Pretnar, sestra Toneta Pretnarja, po katerem se imenuje nagrada. Čemu pesniki in tem bolj ambasadori poezije, književnosti v tem ubožnem času, tako bi se lahko spraševal s komajda prikrojenim Hölderlinom. Čemu estetska beseda o presežnem v človeku, sredi tega temnega časa vojn, genocidov v Palestini, v Ukrajini, klanja za svetovno oblast, postpandemije, uničevanja narave, globalnega profita, ki izrinja na rob družbenega dogajanja, družbenega upoštevanja, poezijo, literaturo, na rep
človeških vrednot. Čemu? Tako se sprašuješ, potem pa prav v tem temnem, zato hvaležno kličem seveda Velenju, Mednarodni Pretnarjevi nagradi, Lirikum Festu in sploh vsem vam, erga kaj hemeraj, dela in dneve, še novih dni, novih izvedb in seveda bodočnosti, prihodnosti. Bodite še dolgo, dolgo in še dlje svetli, sijoči čudeži poezije v temini sveta. Prišli smo do vrhunca akademije, 19. podelitve osrednje Lirikon Festove književne nagrade, Velenica, čaša nesmrtnosti 2024. Za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo. Za vse slovensko književno nagrado, ki je tudi letos denarna in znaša 5000 evrov, je Lirikon Festov umetniško-strokovni sosvet izmed izhodiščno 21 širše nominiranih za dvoletno obdobje 2024-2025 ože nominiral sedmerico vrhunskih slovenskih pesnikov in pesnic. To so Cvetka Bevc, Mari Čuk, Borut Gompač, Aleš Jelenko, Matej Krajnc, Cvetka Lipuš in Anja Zak Golob. Nominirani ostanejo kandidati za nagrado tudi prihodnje leto. Komu pa je anonimni 7-članski strokovno-umetniški sosvet namenil Velenico, čašo nesmrtnosti letos, nam bosta razkrila vodja Lirikon Festa Ivo Stropnik in strokovna sodelavka Velenjske knjižne fundacije Pija Pogorelčnik. Brez župana ne bo šlo, ker ste slišali, da je nagrada denarna. Pa tudi predsednice te ustanove ne bo šlo, ker pač tako je in jo vabim, da prijete sem, da naredite to častno dejanje. Uspeva nam že nekaj let, da tudi opuse nagradimo. Tistih 6 bo itak potem se izilo name, ampak nisem jaz kriv, zato bom zdaj namočil kolegico Pijo, da pove, kdo je ta, ki je prepričal 7-članski anonimni sosvet. Anonim je pa zato, da ga potem ni mogoče zdobirati. Pija, prosim, če poveš, kdo je to, mislim, da piše nekje. Zakaj imaš pa 2? Skratka, zgodilo se je v 19 letih, da sosvet žirija ni bila enotna, da sta dobila 2 ali 2 enako število glasov. Šel bom po abecedi. Borut Gombač in Matej Krajnc.
najprej prvinski pesnik, tisti, ki poezijo ustvarja skupaj z glasbo. V davnih časih so takim pravili liriki, ker so sabo nosili glasbilo liro, s katero so si pomagali prepevati ali recitirati svoje pesmi. V današnjem času, ko redko kdo še igra liro, bi jih morda lahko poimenovali skitarniki, klaviriki in še kakšno glasbilo bi se našlo, ki ga uporabljajo kantavtorji za uglasbitev svoje poezije. Torej, Matej Krajnc je kantavtor, pa tudi pesnik brez glasbe. O tem pričajo tudi njegove številne pesniške zbirke. Kot navdušenec nad ameriško kantavtorsko sceno in prevajalec se je srečal tudi z bitniško poezijo in jo uvedel tudi v svoje pesmi z izvirno metaforiko preneseno v naše okolje in sproščenimi verzi, polni izvirnih ironičnih namigov, na primer v trilogiji Maribor, Celje, Ljubljana, in korespondenco z različnimi znanimi ustvarjalci sedanjosti in preteklosti. Matej Krajnc ustvarja svoj vrsten dnevnik skozi verze, ki se dotikajo našega časa in prostora na vrhunski način. Tako skozi zbirke pesmi kot albume uglasbljene poezije. Ta svojevrstna originalna drža Krajnčeve poezije, izkazana z vrhunskim 10-letnim opusom za odraslo v 21. stoletju, si nedvomno zasluži književno nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2024. Estetske zakonitosti Gombačeve poezije so besedne in miselne igre v atmosferi, ki daje občutek nadčasnega na meji med preteklostjo in sedanjostjo v polju nezavednega, pa vendar tudi povsem tu, v tem svetu, v tem življenju. V intenziviranju trenutka, ki lahko postane večnost, se pesmi dogajajo med enim in drugim, v zavedanju, da je jaz vedno tudi drugi. Ta drugi pa v Gombačevi poeziji suvereno prehaja od pesnika k izkušenemu bralcu. Za mlade, upam, da dovolj univerzalna, prostorček in minutka. Minutki je drobno peščeno srce tako razsipno otripalo, da bi prostorčku skoraj ušesa zasipalo. In bi gotovo oba oglašela, če se ne bi še v istem trenutku objela. dobitnikoma 19. Velenice Čaše nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki jo bo v gaju poezije Velenje v Velenskem Škalskem jezeru pospremilo tudi laureatoma posvečeno visoko rastoče drevo. To bo udejanjeno letos do jeseni, ker nam te dni vremenske razmere žal tega dejanja ne omogočajo. Nočni zid, v srce sonca, misel leti, stran odhodov, v poku neslišno, tali se telo, popki marilica, otrok v juku.
ročni zid